Pozdravljeni, sem Gregor Češarek, učitelj na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Ker bomo danes rezali z motorno žago, je obvezno imeti pri sebi oziroma na sebi osebno varovalno opremo. Če začnemo z osnovnimi deli osebne varovalne opreme, začnemo pri glavi. Na glavi je obvezna čelada. Čelada ima školjko, katera čuva našo glavo pred padajočimi deli drevesa. Največkrat padajo veje. Zaradi tega je pomembno, da imamo čelado z dobro školjko. Drug zelo pomemben varnostni oziroma zaščitni del čelade je mrežica. Sama mrežica je namenjena temu, da naš obraz varuje pred letečimi deli žagovine in podobno, kar je pri rezu pogosto, da gre žagovina v smer obraza. Zaradi hitrosti verige je ta žagovina lahko nevarna predvsem za oči, delno tudi za nos oziroma vse mehkejše dele na obrazu. In pa nikoli ne smemo pozabiti na naša ušesa. Za ušesa so nujni glušniki in ti glušniki zadušijo hrup, ki ga povzroča motorna žaga. Motorna žaga povzroča hrup z vrednostjo nad 120 decibelov, kar pomeni, da je taka obremenitev ušes tako močna, da povzroči trajne poškodbe ušesa. Zato je obvezna uporaba čelade. Drug pomemben del osebne varovalne opreme je zgornji del jopiča oziroma majice, ki mora biti signalne barve, zaradi tega, ker takrat, ko delamo z motorno žago, delamo vedno v paru, da je nekdo zraven in nas mora tudi videti, da ne pride predvsem v gozdu do kakšnih težav, da ne bi nekdo podrl drevesa v našo smer. Potem so hlače. Hlače za delo z motorno žago so tako imenovane protiurezne hlače. To so hlače, ki imajo tudi poseben certifikat, ki mora biti tudi označen. Označen je z našitkom, ki se nahaja na hlačnici. V tem primeru vidimo, da je tukaj ščit z motorno žago in napisom klas 1. To pomeni, da zadrži verigo pri hitrosti 21 metrov na sekundo. V hlačah so namreč na sprednji strani posebna vlakna. Ta vlakna se navijejo okrog pogonskega zobnika in na ta način pride do zaustavitve same verige. Vlakna se nahajajo tukaj le notri in so dolga, tenka in zelo, zelo močna. Potem lahko nadaljujemo z čevlji. Sami čevlji so ravno tako predpisani, imajo zaščitno kapico iz kovine, zaradi tega, da jo ne prerežemo z motorno žago. Ravno tako imajo vlakna, kar dokazuje tudi certifikat na čevljih, ki je ravno tako ušit oziroma mora biti viden na samem čevlju. V takem primeru lahko rečemo, imam primerno obutev za delo z motorno žago. Manjka nam še zaščita za roke in sicer za dlani. Vemo, da motorna žaga povzroča hude tresljaje in ti tresljaji povzročajo poškodbe prstov. Zaradi tega je obvezno pri delu z motorno žago nositi primerne rokavice. Rokavice morajo biti suhe, tople in pa prijetne do samih rok. Vkolikor ne nosimo rokavic, lahko pridobimo bolezen belih prstov. To pomeni, da je težava pri prekrvavitvi kapilarnih žil v dlaneh in pa težava z živčnim sistemom na dlani in prstih. Ne smemo pa pozabiti še na prvo pomoč. Zavitek, žepni zavitek prve pomoči naj bo vedno na dosegu roke. Sedaj, ko imamo popolnoma celotno osebno varovalno opremo, lahko začnemo z delom z motorno žago in si bomo sedaj pogledali nekaj osnovnih rezov, ki jih moramo obvladati, če želimo delati z motorno žago.